Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zavestnem ustvarjanju. Pa vam povem zakaj. Včeraj me je klicala ena gospa, starejša, in je rekla: joj, toliko sem bolna, če mi lahko pomagate, joj, toliko sem bolna. In sem jo pač seveda malo ustavila: gospa, kaj vam je živa še vedno? Ok, cepljenje je naredilo svoje, ampak, dejstvo pa je, poročila na poročila, jezna je na politiko in tako naprej, in pristala je tako, da je na avtopilotu na televiziji od jutra do večera, čez noč ne more spati, enostavno njeno telo je ena velika bolečina. Pa vem, da te starejše ljudi, ki so nekateri čez 80 let, veste, to je železna srajca, je težko spreminjati. Ampak dejstvo je, da tudi mi, ki smo mogoče njihovi otroci, imamo še vedno te železne okove, pač če ne jamramo ravno tako na veliko, pa mogoče v sebi noter ne sprejemamo kakšnega dela sebe in se kritiziramo. No, v glavnem, zavestno ustvarjanje je pa ravno nasprotno. Zdaj pa zakaj, to še ena stvar, ta gospa reka: se molam, jaz že zjutraj ob 5 molam rožen venc, jaz molam cel dan. Veste, ponavljanje nekih obrazcev vemo, da ne deluje, pa se itak to veste, ne? Ampak dejstva pa je, da prepisovalci Svetega pisma, kjer je v bistvu bilo prvotno zapisano, so bili recepti, kako lahko mi zavestno ustvarjamo, so mečkan dal ven. Recimo v našem svetem pismu piše: prosite in vam bo dano. Se pravi, človek mora dolg časa molt, bolj bo dobil. Ne bo. Dejstvo je, da prvotno sveto pismo, zdaj sem najdla ene zapise, ki so iz leta 1680, prevedel jih je Bacon, se piše, to je reinkarnacija Saint-Germaina, in sicer piše: vse stvari, ki jih prosite neposredno, odkrito, iz notranjosti mojega imena, boste prejeli. Doslej tega niste storili. Prosite torej brez prikritega motiva, to pomeni brez kritike, brez obsojanja, in bodite obkroženi s svojim odgovorom. Obdani boste s tem, kar si želite, da bo vaša radost dopolnjena. Se pravi, obkroženi moramo biti že s svojim odgovorom. In zdaj v bistvu se tukaj spogledujemo, v bistvu tukaj je recept za kvantno polje. Kvantno polje pomeni, da misel opazovalca določa končni rezultat. Se pravi, misel tega, ki moli, določa, kaj se bo zgodilo. No, pa se vrnimo na to gospo. Toliko sem bolna sem. Se vem, da me težko poslušate, ampak to je njena molitev. To je njena molitev. Bolna sem. Pa je pa razlaga: vse sem dober človek, sem toliko dober človek. Nič ti ne pomaga, če si dober človek, ker dejstvo je, da recept, da ustvarjamo zdravje, uspeh na vseh področjih, veste, materialno blaginjo, da ustvarjamo srečo, zadovoljstvo, harmonijo, je povezan s tem, da dejansko smo obkroženi s tem, kar mi želimo. In to je zavestno ustvarjanje. Zavestno ustvarjanje je povezano z našo močjo, notranjo močjo. In potem piše še v Svetem pismu: ko postane ta misel in čustvo eno, boš rekel gori, premakni se, in se bo premaknila. Vemo, da v našem Svetem pismu majčkeno drugače piše, ampak v glavnem to je pravilno, prevodni prevod je tak. Se pravi, ko se bosta poročila misel in čustvo. Zdaj pa moja misel je, recimo, vrnimo se na to gospo: želim si zdravja, daleč je zdravje, tam nekje daleč, ne? Bog je še dal. Se pravi, moja misel
je razmišljati tako, zdravje je daleč, moje čustvo je pa v bolezni, je pa v strahu, je pa v pomanjkanju. In ja, ko bom jaz to dvoje združila, da bom občutila, kljub temu, da še nimam popolnega zdravja, da dejansko bom to ustvarila. Zdaj pa pojmo na zdravje. Zdravje je v osnovi čisto preprosto. Vas nekje začne boleti, ne vem, mogoče se vam vnamejo dlesni. Recimo, vi lahko samo v miru se umirite in rečete, kaj mi sporočaš, telo, kaj mi sporočaš. Recimo, jaz sem zdaj imela par dni na tej strani, me je bolel, na tej strani, kot bi se mi en del dlesni vnelo, in sem točno vedela, da je še povezano s tem, da se moram skozi nekaj še pregrist. In to so bila v bistvu še čustva moje babice. Veste, moje telo mi v bistvu preko celičnega nivoja se čistijo podzavestni programi in se čisti ves balast, ki ga nosimo. In takrat, ko je bolečina, je samo tukaj povezano s tem, telo mi nekaj sporoča. Kaj imam za ozavestiti? In dajmo ga vprašati. Vprašamo, kaj mi sporoča skozi to bolečino. In ko dobimo odgovor, delaj na tem. Tako da v osnovi te stvari so enostavne. No, zdaj pa, če gremo naprej, zavestno ustvarjanje. Polje čiste energije. Ko se jaz zamislim, zadnjič sem že govorila, da o tem, kako gledam, ko dež pada, je zame obilje. In leta nazaj, ne bom nikdar pozabila, sem sedela z enim mojim sošolcem in je rekel, ko boš imela svoj produkt, se bojo stvari obrnile. No, zdaj pa vi razmišljajte. Jaz zdaj imam nekaj svojih produktov in so se stvari obrnile. Zdaj pa vi pomislite, kaj je tisto, v čemer ste res dobri? Se pravi, kako bi iz tega lahko vi naredili svoj produkt? In če narediš svoj produkt, dejansko imaš vrata do obilja odprta. Dokler pa delaš za nekoga, tekaš za nekoga, nekomu služiš, samo služiš. In delaš za preživetje. Se pravi, s čim lahko prispevaš vrednost svetu? Kaj je tvoj talent? Ja, zdaj, če se vam sproži strah, kaj pa če nihče ne bo kupil, kaj pa če mi ne uspe, kaj pa če? Ja, dobro, veš, da imaš za počistiti. Po drugi strani pa, ko imamo potem zdaj ta finančen preživetje. Naslednja stvar, zdravje. Zdravje je v bistvu samo pokazatelj mojih čustev. Vse, kar škripa pri mojem zdravju, mi telo preprosto sporoča, si izven ravnovesja. No, zdaj pa ena stvar. Če imamo neprestano težave mogoče z želodcem. Želodec je povezan s solarnim pleksusom in solarni pleksus je direktno v povezavi z energijami, ki vstopajo v moje energetsko polje in s katerimi sem obkrožena. No in zdaj, če gledam, da prav solarni pleksus je tudi tisti, preko katerega sem preko popkovine povezana z mojimi predniki. Se pravi, je tukaj zelo pomembno, da grem počistiti tiste kode, ki me zadržujejo. Ja, spet boste vprašali, kako? Vzamete knjigo, ko imajo duše žur, greste od začetka in začnete s podzavestnimi prepričanji, kar se tiče avtoimunih obolenj. Dejansko, ko sem knjigo pregledovala, sem prišla pri sebi do zaključka, da imam kar nekaj teh podzavestnih prepričanj, ki so povezana z, čakajte, vam preberem, v duši nosim potrebo po zlorabi, to je na strani 40. Slabo vest imam, če koga prizadenem. Slabo vest imam, če komu rečem ne. Občutim krivdo, če sem drugim v breme. In seveda, mišični test, občutim krivdo, če sem drugim v breme. Ne. Ampak dejstvo je, da v moji družini imamo avtoimuno obolenje, sladkorno bolezen, in to pomeni, da mnoge od teh programov sem jaz imela v svoji podzavesti. In sem čistila toliko časa, da se pač te stvari dejansko počistijo. Naslednja stvar, kaj lahko naredimo? Potem gremo točno na ta modro poglavje
in lahko grem točno po boleznih, sklepi, bolečine. Občutek, da ste obtičali v nekem odnosu, pa se vprašam. Občutek imam, da sem tukaj v hosti obtičala. Nisem. Jaz vem, da nisem obtičala, ampak ja, če bi pa obtičala v zakonu, tam bi si pa pridelala ne samo težave s sklepi, ampak tudi sladkorno bolezen, pa še kakšno psihično težavo, pa potem posega človek po antidepresivih, pa še kakšno šilco čez na zob, pol ti pa itak ravno. In si za cvetlični lonček, kjer zalivaš svoje življenje s tem, da ne narediš nobenega koraka naprej. Recimo sklepi, strah me je resnice, strah me je postaviti meje. In v bistvu imate tukaj priročnik, da greste točno po težavah in enostavno obkljukate tisto, kar imate za počistiti. In za vsako težavo posebej izmolite zdravilno molitev dekodiranja. To je zdaj, se pravi, druga stvar, da gremo kot telo, kot zemljevid. Naslednja stvar pa zavestno ustvarjanje. Zavestno ustvarjanje tega, kar jaz želim, se pravi vizualizacija tega, kar jaz želim v svoji bodočnosti. Občutenje tega, kar jaz želim v svoji bodočnosti. Zdaj pa vemo, mi imamo več čutil. Ena je koža, dotik. Koža se dotika obleka. Mi imamo čutila, recimo vid, da si naslikam, obesim nekam, neke slike, ki me spominjajo, kam jaz želim iti. Naslednja stvar, okus. Okus je dejansko direktno povezan z amigdalo in je direktno povezan z občutkom zadovoljstva. Zdaj, če gledamo jezik, prepleten z brbončicami, kako, če smo zdaj recimo pri zdravju, kako okušati zdravje? Si naredite božanski smuti in okušate zdravje. Danes, ko sem pri tem, zadnjič sem govorila z eno gospo, ki ni jasno in ne ve več, katero kremo naj nase namaže, ker ima na tem predelu suho kožo. Zdaj, iste težave so lahko, če se tukaj pojavi suha koža, in to je povezava z jetri. In zdaj, ko smo ravno pri tem okušanju, je pomembno, kdor želi čistiti jetra, da okuša grenčine. Se pravi, grenek čaj, pelin, trpotec, žajbelj, vse, kar je grenkega, tudi seveda meta, kopriva, vse to spodbudi delovanje in razstrupljanje jeter. In potem tukaj ta koža zgine. Se pravi, sama vizualizacija ne pomaga, smo tudi tehnično narejen. No, ampak zdaj, če gremo na te naše čutila, zaznati to, kar jaz želim. Recimo, če sem obtičala v nesrečnem odnosu, kaj lahko naredite? Pa vem, da sem o tem že govorila. Vzamete list papirja in na list papirja napišete: moški, ki me ljubi, je. In greste pisati, kaj vi želite pri tem moškem, ki vas ljubi. In potem, ko vse napišete, kar vi želite, drugo stvar se vprašate, katero od teh lastnosti jaz še nimam. Recimo, vi si želite pri svojem idealnem partnerju, da je ljubeč ali pa da je strpen. Da je strpen, recimo. Pa veste, da vi te veščine nimate, kvalitete nimate, da znate da znate povzdigniti glas, se pravi, boste začeli trenirati to veščino, zato ker enako privlači enako. In kako boste dobili drugačnega partnerja, takega partnerja, kot si ga želite, če sami ne živite tega? Se pravi, postanite vi najboljša različica sebe in boste videli, če je po božanskem načrtu, boste takega partnerja imeli v svojem življenju. Zdaj mogoče se vprašate, Minka, pa če ti to že vse delaš, zakaj ti tega nimaš? Jaz sem vprašala, veste, gospa Kim, spirituali iz Horjula, tako da za tiste, ki želite mečkan tudi kakšen pogovor s kakšno dušico, pač ona to zna delati. Angelska terapevtka,
poročila se je v Slovenijo, drugače je iz Kanade. Jaz jo izredno cenim, tako njo, Kim, kot njenega moža Gorazda, tako da boste že najdali, Kim iz Horjula. V glavnem, in bila sem pri njej in ja, vse so predebatirali, kaj je tisto, kar imam za narediti. Vse se je vrtelo okrog mojega poslanstva in kaj imam za delati in tako naprej. In na koncu vprašam, če je po božanskem načrtu nekje pač obstaja moški, s katerim bi bila v ljubečem odnosu. In dobim odgovor. Ona pravi, zdaj je naprej stopil tvoj stric Jože. In pravi, a imaš Jožeta, strica? Sem rekla, ne. Je rekla, ampak nekdo od bližnjih sorodnikov. Sem rekla, imam, Jože je bil očetov bratranec, ki me je imel rad, kot da bi bila njegova nečakinja. No je rekla, ta je stopil naprej in pravi, jaz bom zrihtal srečanje, ampak zaenkrat ga držim stran od tebe, ker bi te preveč motil pri svojem delu. Zdaj moraš pisati. No ja, vidite. In zato zdaj pišem in delam in snemam in tako naprej, ko bo čas. Zdaj pa naslednja stvar. Zaupati božanski hitrosti. Da nismo tako kot majhni otroci. Se pravi, jaz vem, kaj si želim. Vem, kako si želim, da bi bil recimo moj idealni partnerski odnos. Ali pa recimo vaša idealna služba, če jo boste slikali. Mogoče pa ni. Glejte, zdaj tukaj bodite previdni. Če je vaša idealna služba in vi si slikate neprestano vašo idealno službo, kaj pa če je v božanskem načrtu, da niste v službi? Kaj pa če je v božanskem načrtu, da imate svoj posel? Zdaj tisti, ki ima strah pred svojim poslom, ne, jaz iščem službo, jaz hočem varnost. Počisti varnost. Ker poglejte, če vidite, da nikakor ne morete napredovati, kaj pa če je v božanskem načrtu, da odprete svoj vrtec, kjer boste lahko vzgajali otroke tako, kot vi želite in boste imeli zabavne urice za te otročke in veste, kako boste mamice razbremenili in kako bojo mirne v času službe zaradi tega, ker bojo pri vas. Recimo, to je zdaj samo skozi mene je šlo, ta informacija. Kaj pa, če je v velikem božanskem načrtu za vas nekaj veliko večjega kot neka služba za nekoga? Normalno, da ne morete napredovati. Ja, počiste ta strah pred tem, da bi človek zapustil varnost. To je pomembno. Tako da v glavnem, glejte, gremo pač počistiti tiste zadeve, ki nas vežejo stran od tistega, kar želimo. No, zdaj pa gremo spet nazaj na zavestno ustvarjanje. Če si jaz zvečer pred spanjem vzamem čas in si ga vzamem za nekaj minut meditacije, da se umirim in da zavestno grem, umirim glavo, ramena, srce, enostavno zavestno se umirjam. In da potem zavestno zavestno usmerjam, kaj si želim. In zdaj, če imaš sploh drug dan, kakšen tak poseben dogodek, da si ga že splaniraš, neko pot, da si jo že splaniraš, kako grejo stvari tekoče, boste videli, kako bo vaše življenje začelo drugačiti v drugo smer. Zato, ker imamo moč ustvarjanja. In ta moč ustvarjanja je, ko se poročita naša misel in naše čustvo in postaneta eno. In ko postaneta eno, in ko mi zdaj to tudi občutimo, da smo obkroženi s tem odgovorom, se stvari začnejo dogajati. Zdaj pa kaj pa narediti v tem primeru, da veste, da imate v svojem življenju kar precej še za predelati. Recimo, da ste poročeni s človekom, ki vam pije kri, ki je čustveni vampir, vase zagleda narcis. Kaj potrebujete v takem primeru?
Poglejte, to so karmične vezi. Te karmične vezi dejansko grejo na ta način, da vam, to so najtežje zadeve za prečistiti. Karmične zadeve, odnosi grejo na ta način. Kako naj vam razložim? Ko ste že čisto na dnu, pride en dogodek, ko vam da drobtinice upanja, da se izboljšuje, se bo boljš. In se pomirite in mogoče gre celo majčkeno gor, pa potem spet kriza pade dol, pa ste spet na tleh. Te odnosi, ki vas najbolj šolajo, pa naj bo to nekdo v službi, naj bo to vaš težavni otrok, naj bo vaš to težavni partner, naj bo to vaša težavna mama ali oče, brat, ni važno, grejo vedno na ta način. Ste na dnu, pa dobite neke drobtince upanja, pa padete dol, pa gor, pa dol, pa gor, pa dol. Dejansko karmični odnosi so taki, zdaj zakaj o tem govorim? Zato, ker imam izkušnje, ne nazadnje. Dejansko to je najtežje, kar je v življenju za narediti, in na isti stopnički ste v parih življenjih že padli. Se pravi, to je zdaj tisto, kar se je pa vaša duša odločila v tem življenju, da bo predelala. In lahko ste tako obupani, mogoče, da greste delati samomor, pa vam ne bo uspel. Zato, ker vaša duša v tem življenju hoče do konca počistiti. In ne dovolj, glejte, en moder mož mi je enkrat rekel, duša, ko se odloči, da naredi korak, in ni važno, v kakšnem stanju je telo. In to je dejstvo. In zdaj naprej pomaga meditacija, vidim cilj. Ko sem bila jaz v takem vakuumu, pa to ni bilo kvantno polje, ampak vakuum, kjer enostavno nisem videla rešitve, sem si začela ponavljati. Vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj. In sem si ponavljala 5 minut, vidim cilj, in naenkrat se mi naslikajo nova vrata. Wow! In seveda potem jaz to klopam moje možgane, sem rekla, preseliti se moramo in bomo srečen. Ne, ta nova vrata so bila samo zame in za moje otroke. Jaz bi vse vlekla za sabo. Čeprav je moja duša že kričala, ni več mogla. Preko sanj se mi je sanjalo, da sem vlekla nek težek voz in vse je bilo gor naloženo in mož se je samo sprehajal zadaj, se je šel v isto smer, ampak vlekla sem sama. Glejte, vse je kričalo meni, da bo treba spremeniti, ampak ne, jaz ne bi spremenjala. Ker to je bilo najtežje v mojem življenju. In zdaj ne vem, kaj je najtežje v vašem življenju, ampak dejstvo je, ne pomaga nam neka vizualizacija in aktivno ustvarjanje nečesa novega, ker dokler se jaz iz strahu vklepam nekaj, kar je že zdavnaj umrlo, takrat se ne more narediti napredek. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Veste, zadaj so lahko dušne zaobljube. Lahko sem se nekoč odpovedala svoji moči in zato je treba dati jasno izjavo. In se mogoče kar postaviti, odločno in reči, vse energije, katerim sem se odpovedala, naj se ta trenutek vrnejo k meni nazaj v vseh smerih časa in prostora. Vdihnemo, izdihnemo. In če imate občutek, da se je nabrala neka energija, ker jaz zdaj čutim tukaj na predelu solarnega pleksusa, primete, odsekate in pošljete v Božjo svetlobo, naj se skuri. Tega ne potrebujete več. Jasno, morate dati ukaz. Dovolj je bilo tega. In ko vi začnete ukazovati tem energijam, ker ste kreatorji, ker ste ustvarjalci, ker imate v sebi noter dejansko lučko energijo Božjega. Se pravi, imamo moč ustvarjanja. In tudi, ko delate meditacijo za čiščenje podzavestnih programov, na koncu date roke v položaj blagoslova in si slikate svojo srečno bodočnost.
kako izgleda. Kako izgleda, kako se počutite. Dajte čustva noter. Ko se misel in čustva poročita, nastane v vas neverjetna moč, generator, ki ustvarja novo. Super, pojmo, prehod v novo dobo. Da vidimo še to, kakšno sporočilo imamo tukaj. Tale ven gleda. Božanska podpora. Božanska podpora. Dejstvo je, da jo imamo. Podpirajo me vse svetle sile. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Joj, dajmo se začeti zavedati tega. Podpirajo me vse. Dajte zamižati zdajle. In si ponovite. Podpirajo me vse svetle sile. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Pa prav ta trenutek me podpirajo vse svetle sile. Dovoljujem, da pomoč pride v moje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosim za pomoč, jo tudi dobim. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebujem. In bom zaključila s to gospo. Zdaj tisti, ki me pokličete, veste, ne? Da sem vedno sem prijazna. Ampak pri tej gospe enostavno je šlo tako skozi mene in sem rekla, pa Minka, to pa nisi ti. Dejansko, jaz vem, če bi govorila prijazen, ta gospa mene ne bi slišala. Sploh me ne bi slišala. Enostavno je šlo skozi mene. Gospa, zdaj pa tako, ugasnite televizijo, dovolj je bilo, vzemite čaje, začnite si masirati noge, začnite delati korake za sebe. Dejansko ona je rabila slišati avtoriteto. In tako, sama nad sabo sem bila tako, ok, zanimivo. Ampak dejstvo je, da je to ta gospa potrebovala. In ja, včasih rabimo, ne, tudi nekoga, ki nas mečkaj strese. Ej, kje si? Zbudi se. In ja, po večini nam naša duša tako dela. Ej, kje si? Zbudi se. In potem pošle pač bolezen zaradi tega, ker ne slišimo. In zato zdaj začnite delati korake za sebe. Boste videli, ko boste vi rekli ja, vam bo vesolje, stvarstvo navrglo še več tega. Samo ja morate reči iz globine svojega srca. Tisto odločenja sledim življenju. Tako da uživajte in sledite življenju in boste videli, vedno boste na pravi poti, ker niste sami, ker predvsem vaša duša vas vodi tja, ker je za vas absolutno najbolje. Uživajte.